To je moja največja napaka. Na sedežu nisem bila pripeta. 4 dni po prometni nesreči pred kamero priznava predsednica države Nataša Pirc Musar. Počutim se dobro, po prvih 2 dneh razumljivo me je vse bolelo. Zlom ključnice k sreči ne tako hud, operacija ni bila potrebna, rehabilitacija bo potekala tam nekje 4 do 6 tednov, zdaj moram nekje 14 dni mirovati, ampak mislim, da bo okrevanje kar hitro. Kako je doživela nesrečo, koliko časa je trajalo njeno reševanje iz vozila in katere zdravstvene preiskave je morala opraviti, pa tudi zakaj je na Pogi Challenge, kamor zaradi nesreče na koncu niso prispeli, seboj vzela 2 prijateljici. Policija je potrdila, da je bila v nesreči huje poškodovana državljanka Rusije. Podrobnosti Nika Kunaver. Pot vedno načrtujejo enako. 4 dni po nesreči pojasnjuje predsednica države. Varnostniki pred odhodom preverijo prometne razmere v navigaciji, predvidenemu času vožnje pa dodajo še 20 minut rezerve. Predsednica se spominja, da so okoli 4:30 zapeljali v predor, začeli zavirati, nato pa najprej trčili v vozilo pred seboj. Potem pa nas je odbilo v zid tunela. Seveda, spominjam se ostre bolečine, ampak reševalci so bili hitro pri meni. Kakšnih uro je trajalo, da so me imobilizirali in me spravili v reševalno vozilo, potem še kakšnih 45 minut do bolnišnice v Izoli. Kako pa odgovarja na kritike, da je bila javnost o nesreči obveščena šele 18 ur po dogodku? Prej enostavno ni šlo. Do 11. ure zvečer še sama nisem vedela, kaj točno z mano je. Potrebno je bilo opraviti rentgen, CT glave, EKG, pogovore z zdravniki in šele naslednji dan ob viziti so mi zdravniki lahko povedali, da poškodba ni tako huda, da operacija torej ni potrebna in so me izpustili v domačo oskrbo. Javnosti nismo želeli dajati nepopolnih informacij. V avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar danes označuje za svojo največjo napako. Pripeta ni bila niti ena od 2 sopotnic, ki je utrpela hujše poškodbe. Policija je danes potrdila, da gre za državljanko Rusije. V uradu predsednice pa so se medtem odločili za zadržan pristop pri razkrivanju identitete obeh sopotnic. Jaz sem varovana oseba 24 ur na dan. Jaz se z drugimi vozili kot z vozili urada in vozili policije ne smem voziti. Torej, če želim iti s prijateljem ali prijateljico, z možem ali sinom na kavo, v kino ali na koncert, je zame postopek varovanja popolnoma enak, kot če grem na službeno pot. Na uradne in tiste bolj zahtevne obiske vedno potujem sama. O vprašanju varnostne razdalje predsednica ne želi ugibati. Poudarjam, da bo morebitne napake pokazala preiskava. Odgovornost pa bodo v takem primeru tudi prevzeli. Ob tem zavrača namigovanja, da bi bili njeni varnostniki, ki od lanskega avgusta delujejo v okviru njenega urada, preobremenjeni ali neustrezno spočiti. So se pa danes odzvali tudi v policijskem sindikatu, da se odgovornost za kompleksen dogodek ne sme zožiti zgolj na enega policista. Gre za zahtevno policijsko nalogo, ki se izvaja v posebnem operativnem režimu, zato mora preiskava poleg ravnanja voznika celovito preveriti tudi organizacijo in vodenje varovanja, izdana navodila, delovni čas, zagotovljene počitke, morebitno utrujenost, usposobljenost ter druge sistemske in tehnične okoliščine. So zapisali.